nekaj rečeš, brezbrižno, ja, zvezdica, zvezdica, povej. Ta zvezdica ne bo nič govorila. A če rečeš nekaj, verjamem, moji otroci bodo odrešeni in verjameš, potem te besede imajo ustvarjalno moč, ko jih ustvariš. In se držiš te izpovedi in boš imel stvari, ki jih govoriš, je rekel Jezus. A opozoril nas je pred dvomom. Opozoril nas je, naj se ne predamo dvomu. Torej, kreativna moč, o kateri govori, preko tega, da verjameš, kaj govoriš, je dostopna samo tistim, ki verujejo, kar govorijo. Izpovedovati Božjo besedo, preden veruješ, to veliko ljudi dela, ker vera pride po poslušanju Božje besede. Se pravi, če na glas govoriš besedo, si rečeš, jaz sem več kot zmagovalec po Kristusu, mojem Gospodu. In mogoče še ne verjameš tega kot realno tvojega življenja, ampak to je Božja beseda. Zato boš dobil vero. In kaj je boljše, da slišiš besedo, ker vera pride po poslušanju, kot da govoriš besedo. In bolj, ko jo govoriš, bolj jo bo slišal. In lažje bo prišla vera. Torej je dobra stvar, če govoriš besedo, tudi če še misliš, da ne verjameš in da še tega nimaš v svojem srcu. To je del procesa, ki te bo pripeljal tja. Torej, veruj, da si sprejel in boš imel. Tukaj je tenka linija med tem, da veruješ to, kar prosiš v molitvi in potem, da to dobiš. Veliko ljudi pravi, takoj, ko bom imel, bom verjel, da bom imel. A to Jezus ni rekel. Jezus je rekel, kar prosiš v molitvi in veruješ, to boš imel. Torej, verovanje more prideti, preden lahko imaš. Če to obrnemo okoli, da bi imel in potem verjel, nikoli ne deluje. Ena od stvari, ki je Jezus rekel tukaj, je, da ko prosiš za stvari v molitvi in veruješ, boš sprejel. On že razume, da nimaš tega, kar prosiš. In torej je rekel, veruj in boš imel. Torej, to, kar Bog zahteva od nas, glede našega verovanja, je različno, je drugačno od tega, kako mi mislimo o stvari. Zato rabimo transformacijo svojega uma, prenovo uma na teh temah, da lahko resnično razumemo, kar nam govori. Ker ti moraš verovati, poglej 24. vrstico, veruj, da si že sprejel in se ti bo zgodilo. Verovati, da si sprejel nekaj, je drugače, kot resnično to imeti. Jaz sem bil zmeden glede tega, ko sem začel to študirati, ko sem najprej gledal te citate, sem si rekel, kako lahko verjameš, da si nekaj sprejel, če še vedno tega nimaš. In potem me je Gospod spomnil neke ilustracije, ko sem odraščal, sem živel na kmetiji, na poštni ruti, ki je bila pol kilometra od hiše, smo imeli pač pot po Makedamu do nabiralnika in ko je poštar prišel, če si imel daljnogled, si ga videl. Včasih je moja mati naročila obleke za šolo in tako naprej, velik paket, ki ni mogel priti v nabiralnik, zato ga je on obesil na tisto kljuko na nabiralniku. In smo videli daljnogled, imamo paket, a smo ga že sprejeli? Ja, dostavljen je bil. Smo ga sprejeli, a še vedno ga nimamo. Kaj te je Bog prosil v tem citatu, da narediš? Karkoli prosiš v molitvi, veruj, da si že sprejel in boš imel. Z drugim besedam, uporablja ilustracijo. Pričakovati moramo, da bo ta tovarna res poslala obleko, ker smo jim poslali denar in nam bojo zato poslali to obleko. In to je ta odgovor. In ko je to bilo obešeno na naš nabiralnik, to je naš nabiralnik, nam pripada, smo sprejeli.
Ampak moramo iti pol kilometra in vzeti to z nabiralnika. To bo naredilo verovanje. Pokrije teh pol kilometra od tvoje hiše do nabiralnika. Verovanje je to, kar narediš, ko se premakneš v tega, da verjameš, da si sprejel in ti Bog zagotovi, da boš to imel. Zato ne moreš samo trenutno verjeti in potem ne več. Moraš verjeti, da si sprejel, dokler tega ne dobiš v svoje roke. Če ti to pomaga, ta ilustracija, veruj, da je Jezus rekel ja, takrat, ko si molil. In če on rekel ja, potem je on poslal odgovor. Čeprav ni kot nabiralnik, da lahko to vidiš z očmi, lahko verjameš v svojem srcu. Boga sem prosil v molitvi, Jezus je rekel karkoli prosim, verujem in bom sprejel. In bom imel. In grem korak po korak in dobim rezultate, ki jih iščem. Če nisi odgovoren za ta del, da imaš, ker je Bog rekel, da bo on to naredil. Se pravi, ti nisi odgovoren, da imaš odgovor na molitev, ampak si odgovoren za verovanje, da si sprejel odgovor na svojo molitev. Bog ne more narediti verovanja zate, in ti ne moreš imeti namesto Boga. Torej moramo verjeti, ko molimo, da smo sprejeli odgovor in Bog je rekel, da boš imel. Se pravi, ta del imeti pripada Bogu in verovati pripada nam. Imeti sledi nekaj trenutkov po tem, ko si verjel. In bolj, ko razumeš ta proces, manj te skrbi, koliko dolgo bo to trajalo. Ker nekdo, ki veruje, da je sprejel nekaj, ga ne zanima, koliko dolgo to traja. Ker je že sprejel tukaj noter. In potem to vidi tam ven. Vsako veliko ozdravljenje, ki sem ga sprejel, ko sem čakal na Boga in sem ga nekaj slišal, da mi nekaj rekel v tej bolezni, ko sem slišal njegovo besedo, sem verjel njegovo besedo, kar mi je rekel, in sem rekel, to je to, imam. Še vedno bolan kot pes, ampak noter se je nekaj spremenilo. Verovanje se je zgodilo in zdaj sem siguren po njegovi besedi, zdaj to imam. Brez tega verovanja nismo sigurni v odgovor. Zato bi vas rad ohrabril, da vadite svojo vero tako, da zaupate Jezusu, da bo on to izpolnil. 2. Korinčanom 4:13 pravi, in ker imamo istega duha vere, potem, kar je pisano, to je pisano. Veroval sem, zato sem govoril. Vidite to kombinacijo? Veroval sem, zato sem govoril. Pavel citira staro zavezo, ko to govori. Pravi, ker imamo mi istega duha vere, glede na to, kar je bilo zapisano, veroval sem, zato sem govoril. Pravi, zato tudi mi verujmo in zato govorimo. Kaj je Jezus rekel, da moraš narediti z goro? Rekel je, da moraš govoriti tej gori. Pavel pravi v tem citatu, ko veruješ, govoriš. Vera ima vedno akcijo, dejanje. Vera brez dejanja je mrtva. Ako ima vera dejanje, veruje, verovanje je dejanje. Ko govoriš iz svojim ustom, to je eno od dejanj, ki jo bo tvoja vera storila, ko veruješ. In to potrjuje ta citat. Pisano je bilo, veroval sem, zato sem govoril. In pravi, in tudi mi isto verujemo, zato govorimo.
Torej, besede tvojih ust so zelo pomembne v tem procesu verovanja. Kaj, če nekaj verjameš in potem rečeš stvari, ki so nasprotju s tem, kar Bog reče? Imaš to opcijo, a nikoli ne boš dobil Božjega odgovora, s tem, da govoriš v nasprotju s tem, kar je že on rekel. On je rekel, karkoli prosiš v molitvi, veruj in boš sprejel. Jaz ne verjamem tako. Veliko stvari sem prosil in jih nisem dobil. Še vedno delamo neke zaključke, da to, kar mi delamo, da je dovolj. In mislimo, da je nek drug izvor, kjer je krivda. Da nekaj drugega narobe, ne jaz. Težko ti bo prepričati Boga, glede na to, kar je on že rekel. Torej, ko mi sprejmemo njegovo besedo, bomo govorili in bo to dejanje naše vere. Dajmo prebrati Rimljanom 12:3. Pavel je pisal Rimljanom in je rekel, govorim vam po milosti, ki mi je dana, vsakomur, ki je med vami, naj ne misli o sebi več, kot mora, ampak naj razmišlja trezno, tako kot je Bog vsakomur od nas dal mero vere. Vsak ima mero vere. Tukaj začnemo. Bog nam to da. In potem, ko razvijamo mero vere, ki jo imamo, tvoja zmožnost, da sprejmeš od Boga, je določena potem po tvoji zmožnosti, da veruješ, da si sprejel, preden imaš. Torej, imamo mero vere, a moramo razviti to vero, ko delamo in potem vidimo odgovore. Vera in verovanje je kot mišica. Koliko vere rabiš, da dobiš odgovor od Boga? Nekateri ljudje mislijo, da rabiš veliko vere. Poglej neke apostole, evangeliste, ti morajo imeti pa res veliko vere. Ampak vidiš, Bog ne dela tako. Bog pravi, če imaš vere kot gorčično zrno, ki je eno najmanjših, lahko delaš čudeže. Vera in verovanje sta kot mišice v tvojih telesih. Vsi imamo iste mišice. A je res? Vsi imamo iste mišice. A kar delamo z njimi, je različno od osebe do osebe. Mr. Universe stoji na odru in kaže velike mišice. On nima več mišic kot jaz. Ampak je pa nekaj drugač delal s svojim mišicam, kot jaz s svojim. Tukaj je naša vera. Vsi imamo mero vere, ki je dana telesu Kristusa. A kaj bomo storili s tem? Moramo jo uporabljati, dati v akcijo, stegovati, stegniti mišice proti stvarem, ki jih rabimo v življenju, s tem, da verujemo in rastemo. Ampak ne rasteš v velikosti, ampak v kakovosti svoje vere. Naj obrnem še na en citat v tem učenju. Hebrejcem 11, prva vrstica. Tukaj je biblična definicija vere. Najboljša definicija, ki jo lahko najdeš v tem citatu. Hebrejcem 11.1 pravi, zdaj vera je substanca stvari, ki jih upamo, dokaz o stvareh, ki jih ne vidimo. Vera je definirana v Bibliji kot substanca oziroma snov. To so stvari, ki so resnične. Ne s tem, kar oči vidijo, ker so snovi na zemlji, ki so solidne, kot so stoli, so tekočine, kot voda,
v tvoji flaši, a so tudi kisline, je tudi zrak. Če greš samo glede na to, kar vidiš, ne boš vedel, da je sploh zrak v tej sobi. Lahko samo stole vidiš in lahko vodo v svoji flaši treseš. Ampak so substance, ki so enako realne, ki se ne vidijo z očmi. In to je vera. Vera je substanca, a ni vidna s tvojimi fizičnimi očmi. Je duhovna snov in je snov, ki je realna v tvojem duhu oziroma v tvojem srcu. In to je Jezus rekel, ko je rekel, ko boš rekel tej gori, dvigni se in vrzi se v morje in ne boš dvomil v tvojem srcu, ampak boš veroval v svojem srcu. Da stvar, ki jo rečeš, se bo zgodila, takrat boš imel karkoli rečeš. Vera deluje v nevidnih stvareh. Vera je snov. Ne moreš videti vere, ampak lahko vidiš, ko veter piha po cesti, kako se veje majejo in listje. Ti ne vidiš vetra, ampak vidiš učinke vetra, ki je tam. Vidiš, kako se drevo maje, ne veter. In to lahko vidiš v ljudeh. Ne vidiš vere, ki jo imajo, ampak vidiš učinek, ki ga vera ima, ki je prisotna v njih in proizvede dejanja, ki jih lahko vidiš. Jezus je rekel slepemu, pljunil je v tla, mu dal blato v oči, rekel, pojdi se umit v solomski bazen in boš videl. Človek hodi po ulici z blatom na očeh, nič ne vidi. Blato ima na očeh, nič ni videl. A mi lahko kdo pokaže, kje je ta bazen in bo naredil to, kar mu je Bog rekel, naj naredi. In ko je prišel tja in se umil, je bil takoj, v trenutku ozdravljen in je prišel nazaj in je videl. Ampak nisi mogel videl vere, ampak si videl, kaj ta človek dela. In takšna je vera. Vidiš rezultate nje, ki je tam. In veš kaj? Enako lahko vidiš rezultate, če nje ni tam. Vera je snov, je otipljiva, je realna, ali jo imaš, ali jo pa nimaš. Verujoči del je, če jo imaš, moraš delovati po njej, z besedami in dejanji. Če jo nimaš, vse tvoje besede in dejanja ne bojo ustvarile vere. Ti ne bojo prinesli nobene snovi. Naredil bom to, kar je slepec, in si daš blato na oči, ne boš ozdravljen. Zato, ker ne moreš dobiti vere potem, da nekaj delaš. Sveto pismo je jasno, kako sprejmeš vero. Je pride po poslušanju Božje besede. Ne vam to ilustriram. Hebrejcem 11:1 s hitro ilustracijo. Ko gradiš hišo, imaš načrt, preden imaš hišo. Načrt je to, kar upaš, da bo hiša. In potem pride zidar in da snov na ta načrt. In potem boš imel hišo. Načrt daš na tla, lahko stojiš na njemu. In koliko ljudi boš prepričal, da imaš lepo hišo? Ne boš. To je samo nekaj, kar upaš. Vera je substanca, je snov stvari, ki jih upamo. Vera je tisto, ki bo dvignil hišo na načrtu, ki smo ga upali, kakšna bo. Dajmo moliti. Oče, dajmo ti hvalo in slavo za to lekcijo. Pomagaj nam razumeti, kaj pomeni verovati. Dotakni se vsakega srca in premakni nas iz enega razumevanja v drugega. In pomagaj nam, da te proslavimo na zemlji. Amen. Gremo nazaj v lekcijo, kaj pomeni verovati. Zadnja lekcija. Rad bi šel v nekaj citatov v tej lekciji, ki nam bojo pomagali identificirati nekaj karakteristik, kdaj se verovanje zgodi. Z drugim besedam, kako povemo, a nekdo veruje, ali ti veruješ,
ali ne. Vedno bojo neki znaki, ki bodo spremljali verujoče srce. In rad bi šel čez ta znamenja, da lahko vidimo, kaj iščemo,